Vprašal bi te še glede, vem, da imaš eno stvar pri metodi IPAL še posebno rad, da tako rečem, in da si posebej, bi rekel, mogoče ne takoj, ker jaz sem te imel priliko spremljati, ne, ko si prišel ven iz te miselne skepse, ampak kasneje, a ne, si pa zelo na nek način se poglobil v tehniko aktivne imaginacije. Zakaj ti smatraš, ali pa zakaj ti je tako pri srcu aktivna imaginacija? Sploh, kaj pa je to aktivna imaginacija? Zakaj je tako pomembna? Ja, se pravi, v nekem smislu aktivna imaginacija je tehnika, ne, s katero poskušamo, bom rekel, dobiti en odnos z nekimi našimi notranjimi globinami, ne, z nezavednim, z neko našo duhovno globino, ne, in potem poskušamo, bom rekel, bolj celostno delovati na ta način, ne. Se pravi, pri aktivni imaginaciji, ne, dobimo, bom rekel, neke podobe, ki jih potem poskušamo najprej umestiti tudi v, bom rekel, naš kozmogram, ne, in tako vključiti, bom rekel, tudi kozmološke energije, ne, in potem, bom rekel, vse to skupaj razumeti, začutiti, ne, tudi z vidika našega stvarnega sveta, ne, z vidika, bom rekel, tega, kaj se nam dogaja v samem življenju. In jaz mislim, da je to, ne, pri našem razvoju zelo, zelo pomembno, ne. Se poskušamo z aktivno imaginacijo, s temi podobami, ne, priti dejansko do teh naših notranjih globin, ki so v bistvu nek naš zaklad, ne, neke naše skrite moči, ne, s katerimi potem poskušamo na en način avtentično delovati, tudi v stvarnem svetu, ne. In to je v bistvu ta naša zgodba individuacije, ki jo pač gojimo tudi na IPAL-u, ne, z metodo IPAL, ne. Se pravi, kako priti do tega razvoja iz nas ven, ne, da potem postanemo nek individuum v tem našem kompleksnem svetu, v katerem živimo.